Kaj mislite? Je pojem razvoj podeželja obravnavan dovolj celostno, da bodo vsem, ki živimo na podeželju, omogočeni kvalitetni pogoji bivanja? Dobrodošli v Evropskih stoječih novicah. V zadnjem obdobju je precej govora o strategijah skupne kmetijske politike, o programu razvoja podeželja in nekoliko manj o infrastrukturi v kmetijstvu. Ko podrobneje pogledamo opredelitev pojma infrastruktura v kmetijstvu, se to v glavnem nanaša na infrastrukturo neposredno povezano z upravljanjem kmetijske dejavnosti, kot so ograde, dostopi do kmetijskih zemljišč in kmetijskih gospodarstev, kot so poti in kolovozi, kmetijska poslopja, hlevi, kozolci, strojne lope. Redko kdaj pa zasledimo razprave glede infrastrukture na podeželju, katera omogoča dostop do naših kmetij in zagotavlja osnovnih pogojev življenja. Še redkeje se vprašamo, koliko to vpliva na opuščanje kmetovanja in odhod mladih potencialnih prevzemnikov kmetij v urbana mestna območja. V okviru predsedovanja Evropske unije smo lahko zasledili razpravo med kmetijskimi ministri držav članic z zanimivim naslovom Krepitev dialoga med urbanimi in ruralnimi podeželskimi območji. Mar že naslov teme ni dovolj pomenljiv, da pripomore k dodatnim navideznim delitvam. Zanimiva je bila podana ugotovitev ministrov, da bo v prihodnje poseben izziv Evropske unije umeščanje kmetijstva in njegovih praks v novo poselitveno strukturo podeželja. Mar že ni kmetijstvo, s tem mislim predvsem gospodarski objekti in obdelovalne površine, kot tudi gozdna območja, umeščeno v naše podeželje. Predvsem bi bila pravilna teza razprave, kako podeželje ohraniti in obvarovati kot pomemben vir proizvodne hrane in ohranjene kulturne dediščine pred nenadzorovanimi in pogostokrat nelogičnimi prostorskimi ureditvami in plani, ki naredijo globoke zareze v krčenje podeželskih področij in s tem k zmanjševanju proizvodnje hrane. Vsekakor je bila razprava med ministri držav članic nekoliko spodbudnejša v delu, kjer so poudarili izzive za razvoj podeželja, kot je na primer infrastruktura na podeželju, kjer bi morala biti podeželska območja izenačena z urbanimi naselji, tako v cestni povezavi, zdravstvu, šolstvu, kulturi in drugih področjih. Iz zaključkov razprave je opaženo nekoliko površinsko obravnavanje tematike infrastrukture, kjer se omenja zgolj cestno infrastrukturo, ki ni najpomembnejša, glede na to, da obsežen del podeželja v Sloveniji in Evropski uniji v 21. stoletju nima urejenega javnega vodovodnega omrežja, nima urejenega področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda, v obdobju digitalizacije šibko področje širokopasovnega omrežja in še bi lahko naštevali. Vse našteto vpliva na dejstvo, da je v zadnjem desetletju 4 milijone majhnih kmetij v Evropski uniji opustilo kmetovanje. Zato je nujno, da se pripravijo strateški načrti tudi znotraj skupne kmetijske politike za področje razvoja podeželja, kjer je potrebno obravnavati aktualne problematike bolj celostno in aktivno vključiti lokalno politiko, ki primarno zagotavlja vire za razvoj infrastrukture kot celostne obravnave. Ne živite v preteklosti, ne sanjate o prihodnosti, ampak osredotočite se na sedanjost, da bomo skupaj ustvarili lepšo prihodnost.